Dober dan, en prav lep kolesarski pozdrav. Jaz sem se odpravil tukaj na en ravninski izlet po Italiji, med potjo pa vam bom povedal nekaj o tem, če se splača, oziroma kakšne koristi imam jaz od tega, ker plačujem Stravo. Uradno je že november, ne boste verjeli, 21 stopinj Celzija in seveda jaz še zmeraj v kratkih rokavih in kratkih hlačah. Je pa zunaj ena taka čudna meglica, tako da nebo ni modro, ampak belo, vendar nič hudega. Je kljub temu zelo lepo kolesariti v takem vremenu. Danes sem jaz Stravi prepustil, da me pelje na izlet. Tisti, ko spremljate moj kanal, verjetno veste, da to največkrat naredim s pomočjo Garmina. Se pravi, tisti, ki morda ne ve, Garmin ima to funkcijo, da mu pišeš razdaljo in stran neba in on ti zriše neko naključno progo, ki ustreza tem parametrom. To funkcijo je možno uporabiti v Garmin Connectu preko spletnega brskalnika ali pa kar direktno na Garmin števcu. Jaz sem večkrat sprobal oba načina, oba se dobro obneseta. Edina pripomba, ki jo imam, je mogoče ta, da na prvih 5 kilometrih Garmin nima nekih hudih idej in ponavadi progo zmeraj spelje po istih poteh. Tisti, ki plačujemo naročnino, imamo zelo podobno funkcijo na razpolago tudi v Stravi. Moram kar takoj razčistiti, funkcija kreiranja naključnih prog na Stravi je slabša od Garminove. Če greš na Stravo preko spletnega brskalnika, potem te opcije nimaš na voljo. Lahko narišeš progo s klikanjem miške in on pač potegne po nekih cestah, predvidevam, da upošteva tiste, po katerih uporabniki Strave največ vozijo. Funkcijo samodejnega risanja naključnih prog lahko uporabljaš preko aplikacije na telefonu. Pri Stravi tudi ne moreš zbirati smeri neba in ne moreš zbirati dolžine proge. Imaš seveda nekaj vnaprej nastavljenih razdalj, recimo 50, 80, 120 km, nimaš pa recimo 70 ali pa 100 km, kar bi jaz največkrat zbral. Ko vneseš to predvideno dolžino, lahko zbiraš tudi, kakšna naj bo površina ceste, ali gre za asfalt ali za makadam, in pa tudi višinski profil, recimo flat, da bo čim bolj ravna, ali pa hilly, da bo čim bolj nagubana, oziroma da boš imel čim več višincev. Strava potem vedno nariše 3 različne proge, njihove razdalje variirajo plus minus 10 km, tako da če si izbereš 80, lahko pričakuješ, da boš najdel tudi kakšno 70 km progo ali pa tudi kakšno, ki bo že blizu 90. Če ti nobena od predlaganih 3 prog ni všeč, nimaš neke funkcije, da bi rekel osveži, da ti nariše nove 3. Bo pa Strava narisala nove 3 proge, če spremeniš vsaj enega od prej naštetih parametrov. Se pravi razdaljo, višinski profil ali pa vrsto cestne podlage. No, ampak jaz se s tem nisem kaj dosti bremenil, označil sem 80 km, flat progo, čisto ravnino, po asfaltu in zbral prvo, ki jo je Strava zrisala. Dobil sem 71 km dolgo progo, tako dol nekako proti jugozahodu oziroma v smeri proti morju. Bom pa itak na koncu dal od spodaj v opis videa tudi link do Strave, tako da boste videli sami. Zaenkrat nisem prav najbolj super navdušen, zato ker me je speljala vsaj prvih 25 km po najbolj glavnih cestah, kar je možno. Tako da sem se peljal iz Gorice do Gradiške in zdaj naprej grem dol proti Pierisu, kar sem prevozil že 100-krat in ste videli tudi na posnetkih, da je bilo kar nekaj avtomobilov. Zagotovo ima Strava drugačen algoritem za kreiranje teh prog, ker Garmin praviloma zbira manj prometne odseke, take bolj stranske, lepe ceste, ki so vsaj meni osebno bolj všeč. Moram reči tudi, da je Garmin bolj navihan, ker doskrat naredi iz proge kakšno tako slepo črevo, te zapelje v kakšen klanec, potem pa na vrhu obrneš nazaj in nadaljuješ krog naprej, toliko da ti pričara en lep vzpon. A, glej, po 30 kilometrih me je Strava speljala v Pierisu desno, kamor nisem zavil še nikoli. Po tej cesti se nisem vozil samo zaradi tega, ker gre še za eno od glavnih cest, ki gre iz smeri letališča Ronche gor proti Udinam.
Ampak ok, po enem kilometru sva zavila z glavne ceste dol levo, tudi tukaj se nisem še nikoli vozil in zdaj sem res na eni stranski cesti. Tukaj moram dati Stravi eno plus točko, tle mi je res najdla neko stransko samotno cesto. Škoda, da je trajalo 30 km do tukaj, ampak konc koncev, če si pomislim, do tle tako ali tako ne bi mogel priti po neki cesti, ki je še ne poznam. Saj se že leta in leta vozim tle po teh terenih. Ja, in potem sem se znajdel na tem čudnem blatnem kolovozu. Pa lih včeraj sem prav kolo. Veste, kam sem zdaj jaz to prišel noter sred neke koruze, vse to ne moreš verjeti. In sem na progi. Tukaj sem zdaj prišel na sred nekega polja, tle je njiva, tle je trava in nimam več kam iti naprej. Tako da zdaj jaz to ne razumem. V glavnem, to je minus za Stravo. Tu niti podrazno se ne bi smelo zgoditi, da če daš načrtovanje proge po asfaltu, da te pripelje na en tak makadam, na kolovoz v blato in potem na nivo. Ker če bi nekdo prišel res z neko novo specialko s tankimi gumami, ne bi mogel naprej. Jaz imam še srečo s tem skotom, da lahko grem tudi po kakšnih takih brezpotih, ker imam široke gume. Vse ne moreš verjeti. Zdaj vztrajam po tem čudnem travnatem kolovozu. Števc kaže, da sem na pravi poti. Evo, sem prav splezal gor na vrh tega grebena, da se ne bi jaz slučajno vozil dol od spodaj po travi. Tukaj na vrhu bi bila pa čist nova asfaltirana kolesarska steza. Ampak nažalost ni. Bom vztrajal še malo naprej, dol vidim, da je ravno do Monfalcona, verjetno ne vem kam bom prišel. In Garmin še zmeraj trdi, da sem na pravi poti in tudi dejansko sem. Ker če gledam zemljevid in situacijo, vidim, da je tukaj z desne strani prišel še en drugi kolovoz in na mapi se to dejansko odraža. Tako da jaz moram iti kar tle naprej, ampak to je noro, kam sem jaz danes prišel. Mislim, a je to normalno, to še za traktorni. Evo, zdaj približno mislim, da vem, kje sem, ker vidim dol most čez Sočo in vozijo avtomobili, tako da mogoče imam še 400 metrov do glavne ceste, ampak ta je bila pa res off the grid. Ok, tukaj bom zdaj prišel na nasip in potem na glavno cesto. Ja, res. To pa je bila dogodivščina. Od tle naprej je celo speljana neka kolesarska steza, ampak do tukaj, kjer sem prišel, so pa samo polja. Ne vem, kaj se je točno v Stravi zgodilo. Dal sem ji plus točko, zato da me je speljala izven ustaljenih glavnih cest. Znajdel sem se pa sred pol. Zdaj, ko sem končno prišel nazaj na cesto, sem pa spet na najbolj prometni cesti iz smeri Gradeža proti Monfalconu. Tako da iz tega vidika Stravi ne moram dati nič kaj pozitivne ocene. Zdaj, fora je, da sem jaz to funkcijo od Strave že uporabljal, ampak samo na dopustu, ko sem bil kje v tujini. In tam seveda nisem mogel oceniti, ali me pelje po najbolj prometnih cestah, ali po tistih, kjer največ vozijo kolesari. Pač enostavno, recimo v Belgiji, jaz sem sledil njenim idejam in mi je bilo ok. Zdaj tukaj, kjer pa jaz te terene poznam, pa vidim, da ta funkcija ni tako zmogljiva in vsemogočna. Je pa res, da se mi v tujini ni nikoli zgodilo, da bi prišel v kakšna taka brezpotja. In tudi ne vem, kaj bi naredil, če bi. Obrnil bi se in po isti poti nazaj. Vam povem še za drugo funkcijo Strave, ki jo jaz uporabljam, in to so cilji. Na prvi pogled bi rekel nič posebnega. Ti si pač nastaviš nek tedenski, mesečni, letni cilj in ono ti potem iz tvojih vad preračuna, ali si preko cilja, ali si pod ciljem. Sproti ti pove, ko recimo dosežeš kakšen cilj. Jaz sem to uporabljal celo leto, zato da bi dosegel 150 na teden, 600 na mesec in 7200 na leto. Zdaj oktobra sem pa spremenil cilj v 10.000 na leto in 190 na teden. Od ostalih funkcij, ki jih imate na plačljivi Stravi, jaz uporabljam še odseke in sicer si označiš tiste odseke, ko so ti priljubljeni. To se potem nekako poveže z Garminom. Ta te pa potem na poti, ko nekje kolesariš, opozori, da je pred tabo priljubljen odsek, te malo vzpodbuja, da narediš kakšen nov rekord. V bistvu to je tudi funkcija, zaradi katere sem sploh plačal naročnino na Stravi. Pač, ko sem kupil števec Garmin, sem videl, da te funkcionalnosti brez plačljive Strave ne moreš izkoristiti. Tako da sem se nekako odločil in sem rekel, ok, tistih 5
50 evrov na leto bom nekako pogrešal in to je to. Ostalih funkcij plačljive strave pa jaz nisem uporabljal, niti jih nisem iskal. Če obstaja kakšna taka, da je omembe vredna, vem, da mi boste to prijazno sporočili dol v komentarjih. Dejansko, če ne bi kupil tega števca Garmin, plačljive strave ne bi nikoli imel, bi mi zadostovalo tisto, kar se dobi v brezplačni obliki. Ok, zdaj ta proga danes, to je res bil kiks. Po svoje je to tudi malo moja krivda, ker nikoli ne preverjam, kam bo proga šla. Enostavno kliknem na ta prvo in se prepustim dogodivščini. Če bi mogel oceniti, a se splača imeti plačljivo stravo ali ne, po tem današnjem kiksu ne vem, kaj bi rekel. Precenite sami. Meni osebno se tisti strošk 50 ali 60 na leto ne pozna toliko, da bi ga pogrešal. Lahko pa povem, da povprečen rekreativec brez problema shaja tudi z vsemi funkcijami, ki so na voljo v brezplačni stravi. Jaz bom plačljivo stravo uporabljal še naprej, tudi glede tega ustvarjanja prog, ki bom dal še kakšno priložnost. Vam bi pa svetoval, da si te moje današnje ture ne snemate dol, ker ni uporabna. 90% gre po najbolj prometnih cestah, ostalo pa po blatu in travi. Zdaj lahko že vidite, da snemam s telefonom, ker sem skuril baterijo na kameri, zato bom na tem mestu jaz ta video kar zaključil. Hvala vam za vso podporo in se vidimo prihodnjič. Čau, čau.